Opozorilo za poslušalce. Podcast, ki ga poslušate, je informativne narave in ne predstavlja investicijskega priporočila oziroma investicijskega svetovanja. Je splošne narave in ne more upoštevati investicijskih ciljev, finančne situacije in potreb posameznega poslušalca. Izvrsten konjak potrebuje najboljše sestavine, strasten in ljubeč dotik mojstra obrti ter veliko, zelo veliko časa v hrastovem sodu, da doseže elizejski okus, ki je vreden ljubljencev grških bogov. To ni presenetljivo. Za velike dosežke se je vedno treba potruditi in lahko traja tudi več let, preden postanejo rezultati vidni. Z tega vidika je konjak zelo podoben investiranju. Skrivnost uspešnega investiranja je namreč izbira optimalnih komponent investicijske filozofije, navdušenje nad procesom iskanja investicijskih priložnosti in dolgoročen investicijski horizont. Ravno iskanju uspeha pri investiranju je namenjen ta podcast. Pozdravljeni, poslušate Triglav skladi Stockcast. Glede na to, da smo z vami danes prvič, bi se radi predstavili. Jaz sem Matjaž Pogorevc, sem investicijski analitik, in zanima me vse, kar je vzhodno od Karpatov in zahodno od Havajev, severno od Avstralije in južno od Arktike. Če pomislim, me najbolj zanimata Kitajska in Rusija, torej sladkokisle investicije in tvegane investicije iz tajge. Jaz sem Aleksandar Guterje, sem upravljalec investicijskih skladov in sem prepričan, da je investiranje eden od ključnih temeljev razvoja človeštva. Verjamem, da je uspeh pri investiranju možen izključno v primeru oblikovanja jasne investicijske filozofije ter nenehnega iskanja novega znanja in razvoja na področju učinkovitega sprejemanja odločitev. Jaz sem Klara Repnik, delam na področju financ, veliko časa namenjam raziskovanju sprememb na področju tehnologije in mislim, da bo v prihodnosti imela še večji vpliv na svet. Zanimajo me zelena energetika, umetna inteligenca, robotika, potovanja v vesolje ter kriptotehnologija. Tako da ni čudno, da me ravno inovativna podjetja najbolj navdihujejo. Kot je že Matjaž namignil, v našem podcastu se bomo pogovarjali o skrivnostih uspešnega investiranja. Skupaj bomo raziskovali situacijo na kapitalskih trgih, makroekonomske in geopolitične razmere, dolgoročne investicijske teme in trajnostne vidike investiranja. Hkrati bomo veliko pozornost namenjali preučevanju evidenčnih napak in dilem, ki se pojavljajo pri investiranju, ter prepričanjih, na katerih lahko temelji uspešna investicijska filozofija. Odločitev, da se spustimo v podcast vode, ni bila enostavna. Za nas je to namreč novo področje. Na eni strani se nam zdi pomembno, da se sami razvijamo, na drugi strani pa da pomagamo pri razvoju drugim pri sprejemanju investicijskih odločitev. To je nujno potrebno v sedanjem času, ko se hitrost sprememb nenehno pospešuje. Naš cilj je, da dobimo še bolj poglobljen pogled v kompleksni svet investiranja in ga približamo vam, dragi poslušalci. Danes se bomo pogovarjali o ključnih dogodkih v letu 2021. Konceptu investicijskih tem oziroma tematskega investiranja. In naš direktor področja analiz, Goras Belavič, nas bo popeljal skozi napovedi za leto 2022. Pa začnimo. Ko smo se pripravljali za tale podcast, smo razmišljali, kateri so bili tisti največji utrinki v letu 2021. Leto 2021 je bilo res pestro leto in to na večjih področjih. Od višanja cen do zastojev v dobavnih verigah, prebojih farmacevtskih družb in inovativnosti podjetij. Ampak v lanskem letu bi rekel, da je investitorje v trge v razvoju precej presenetil regulatorni cunami na Kitajskem. Povečana aktivnost kitajskih regulatorjev je tudi posledica simbolnega pomena 100-letnice obstoja Kitajske komunistične partije, ki je prispevala k novemu zagonu pri reformaciji gospodarstva in rojstvu novega 5-letnega načrta. Osrednji cilj tega načrta je sprememba poslovnih modelov kitajskih podjetij in zagotovitev blagostanja vsem Kitajcem. Rezultate teh poskusov še pričakujemo in opazujemo vsak dan. V luči sprememb in reform se je v preteklem letu zakonodaja spremenila na področju bančništva, izobraževanja, zdravstva,
ter zaščiti osebnih podatkov na digitalnih platformah. Zaradi zaostrovanja zakonodaje pa so bili ustanovljeni novi uradi za nadzor institucij ter krepitvi uveljavljanja zakonov nad največjimi podjetji. Podjetja kot so igričarsko podjetje Tencent, digitalna platforma Alibaba, prevoznik Didi in kitajski brskalnik Baidu so bila obvezana prilagoditi svoje produkte in storitve novim zakonom. Zaradi zaostrovanja v digitalnem svetu so morali spremeniti algoritme za digitalno oglaševanje ter načine obdelave in hranjenja osebnih podatkov o kitajskih državljanih. Prav tako pa se je začelo omejevanje kitajskih podjetij, ki želijo kotirati na tujih borzah. Menim, da je za Kitajsko po izjemni rasti nastopil trenutek konsolidacije rasti. Moram priznati, da so kitajski regulatorji presenetili tudi mene. Mogoče celo ne z vidika ukrepov kot takih, ampak z vidika hitrosti teh ukrepov in nepričakovanosti, neusklajenosti aktivnosti regulatorjev. Osebno mislim, da bodo te ukrepe imeli pozitiven dolgoročen vpliv. Hkrati mislim, da bomo v prihodnje videli podobne ukrepe tudi izven Kitajske. Z tega vidika postaja zelo pomembno aktivno spremljanje situacije tudi na področju regulative in še toliko bolj pomembno razumevanje poslovnih modelov podjetij. Matjaž, Kitajska je pa res presenetila s to regulacijo v preteklem letu. Jaz pa sem razmišljala o trikih preteklega leta in mi je prvo na misel prišla monetarna politika. Preteklo leto so objave Evropske centralne banke, Ameriške centralne banke res pretresle finančni trg in nekako se je zaključilo to obdobje ohlapne monetarne politike. In zakaj je pomembna za nas monetarna politika, v bistvu kaj se dogaja na tem področju? Centralne banke imajo v rokah orodje, ki nekako vpliva na življenje in obnašanje potrošnikov in podjetij. Zadnje četrtletje lanskega leta smo čakali, kdaj bo FED napovedal zmanjševanje odkupovanja dolžniških vrednostnih papirjev in se je to res zgodilo 15. decembra lansko leto. Ohlapno monetarno politiko so tako v ZDA začeli umikati in so poleg tega še napovedali 3 dvige obrestnih mer v letošnjem letu. Evropska centralna banka pa je sporočila, da bo zmanjšala odkupe obveznic zaradi vse bolj hitre inflacije. Vendar se je zavezala, da bodo v tem četrtletju postopoma začeli zmanjševati odkupe, ki jih bodo zaključili konec marca 2022. Evropska centralna banka in Ameriška centralna banka sta nekako ocenili, da je politika kvantitativnega sproščanja dosegla želen učinek. In sta se, tako kot sem že prej omenila, odzvali na to in bosta postopoma nekako zmanjševali obseg odkupovanja obveznic. Smiselno je tukaj, da je ta postopek postopen in naprej zelo dobro skomuniciran. Na ta način se nekako zmanjša verjetnost negativnih reakcij na kapitalskih trgih in negativnih pritiskov, kar je ful pomembno na gospodarstvo. Obdobje ekspanzivne monetarne politike je zares vplivalo na delniške trge kot raketno gorivo. Zdaj pa prehajamo v neko obdobje, ko bo še zmeraj ekspanzivna monetarna politika, ampak absolutno manj ekspanzivna, kot je bila v zadnjem letu oziroma 2. Ja, v prihodnje raketnega goriva bo res manj, kot smo navajeni, kar pomeni, da bomo morali iskati podjetje, ki imajo najmočnejše motorje, iskati podjetje, ki so inovativne, ki imajo konkurenčne poslovne modele. Pred nami je vsekakor zanimivo obdobje. Aleksander, kako bo tebi ostalo v spominu leto 2021, pa pustimo Kitajsko na stran? Leto 2021 je bilo z vidika investiranja res zanimivo. Po resnici pa vedno nam bil presenečen, če je bilo drugače. Lansko leto je bilo namreč prvo leto po izbruhu pandemije COVID-19, na katerega ni bilo pripravljeno nobeno gospodarstvo na svetu. Torej, ko govorimo o letu 2021, ne smemo pozabiti, da smo celo leto živeli v stanju pričakovanja. Po eni strani smo bili nenehno pripravljeni na pojav in širitev nove različice COVID-19. Če smo se na začetku lanskega leta pogovarjali o delti, smo se na koncu leta srečali z omikronom. Seveda, veliko pozornosti je bilo namenjeno učinkovitosti in dostopnosti cepiv. Rad bi izpostavil, da se mi zdi tako hiter razvoj cepiv izjemen dosežek človeštva. To je primer mobilizacije znanja, tehnologij in kapitala. Pričakujem, da bomo v prihodnje še večkrat slišali o tehnologiji informacijske RNK, na kateri temeljita moderno cepivo in cepivo, ki ga je razvilo podjetje BioNTech. Po drugi strani je bilo leto 2021 obdobje pripravljenosti na normalizacijo situacije in gospodarsko okrevanje.
Pričakovanja so se resničila. Gospodarska rast je bila nevisoka, potrošnja je pozitivno presenetila, z vidika investiranja pa zagotovo velja izpostaviti, da so bili rezultati poslovanja podjetij boljši od pričakovanj. V času hitrega gospodarskega okrevanja, po hitrem in močnem gospodarskem šoku, ki ga je leta 2020 povzročil izbruh COVID-19, je na področju investiranja aktualno postalo investiranje v delnice podjetij, ki so najbolj izpostavljene pozitivnim gospodarskim obratom. To skupino spadajo na primer banke, industrijska podjetja in energetska podjetja ter podjetja z nižjo tržno kapitalizacijo. Če govorimo o podjetjih iz razvitih držav, je bila v lanskem letu stava na delnice energetskih in finančnih podjetij pametna odločitev. Za 52% je zrasel indeks energetskih podjetij. Za 38% pa indeks finančnih podjetij. Indeks manjših podjetij je po drugi strani zrasel za samo 25%. Visoko, 40% rast je zabeležil tudi indeks tehnoloških podjetij, ki so sicer pozitivno občutljivo na gospodarsko rast, za katere je značilno to, da se večji delež vrednosti nahaja v prihodnosti. Podjetje z visoko pričakovano rastjo naj bi bila pod pritiskom v okoliščinah, v katerih smo se znašli lani. Trditev, da bodo tehnološka podjetja zabeležila relativno nižjo rast ali celo padec, smo v letu 2021 slišali večkrat. In več kot očitno je, da se ta napoved ni uresničil. Za nami je torej leto pričakovan in tudi nepričakovan oziroma presenečen. Preden nadaljujemo s pogovorom z našim današnjim gostom in z napovedmi za leto 2022, bi radi nekaj časa namenili diskusiji o konceptu tematskega investiranja oziroma investicijskih tem. Torej, tematsko investiranje oziroma investicijske teme. Kaj je to? Tematsko investiranje je investiranje, ki upošteva investicijske teme. Investicijske teme pa lahko definiramo kot strukturno spremembo ustroja panoge oziroma kot manifestacijo te spremembe, ki ima otipljiv učinek na kapitalske trge. Ta sprememba je lahko ekonomske, socialne, tehnološke ali družbene narave. Učinek pa mora biti numerično izmerljiv ali utemeljiv skrbno kvalitativno analizo. Ta definicija mogoče ni najbolj enostavna. Od zadaj pa se skriva enostaven koncept. Ko govorimo o tematskem investiranju, govorimo o investiranju dolgoročne trende, oziroma o investiranju v podjetja, ki so izpostavljene dolgoročnim trendom. Razumljivo je, da je pri tematskem investiranju najprej treba opredeliti investicijske teme. Opredeliti in preučiti. To ni enostavna naloga. Investitorji se lahko pomagamo s tem, da vsako potencialno zanimivo investicijsko temo poskušamo oceniti z vidika kompleksnosti vpliva, torej ali investicijska tema vpliva na podjetje iz večjega števila sektorjev, intenzivnosti vpliva, torej ali investicijska tema ima velik vpliv na rezultate poslovanja podjetij, in trajanje vpliva, torej koliko časa bo investicijska tema vplivala na poslovanje podjetij. Po našem mnenju je tematski pristop k investiranju lahko eden od načinov za doseganje uspeha pri dolgoročnem investiranju. Za ponazoritev tematskega investiranja si zamislimo, na kakšen način bi lahko, na primer, trend urbanizacije v prihodnosti spremenil svet. Zagotovo bodo električna vozila, obnovljiva energija in robotizacija imela še večji vpliv na naše življenje v prihodnosti. Med tradicionalnimi avtomobilskimi proizvajalci in izključno električnimi je opaziti velik napredek, tako v tehnologiji kot na finančnih izkazih. Prav tako pa se med drugim pojavlja vedno več električnih polnilnic po mestih v razvitem svetu. Zaradi teh razlogov je morda lahko tematika električnih vozil investitorjem privlačna in tako se začne postopek raziskave in izdelave investicijske teme, ki pomaga pri krepitvi investicijskega prepričanja v naložbo. Navsezadnje le drži, da močnejše kot je prepričanje, lažje je držati naložbe skozi trenutke velikih preizkušenj naše investicijske filozofije. Električna vozila bodo v naši bližnji prihodnosti zagotovo imela velik vpliv na naša življenja. Zadnje čase opažam, da se veliko govori o Tesli, Fordu, Rivianu, Niotu, Xpengu, BYD-u in Li Autu. Kitajci so prav tako postali močan igralec v električni avtomobilski industriji. Ko smo že pri teh proizvajalcih, so iz Tesle v začetku leta sporočili, da so v zadnjem četrtletju leta 2021 dobavili 308 tisoč električnih vozil.
V celem letu so dostavili več kot 930 tisoč vozil, kar je 87% povečanje v primerjavi z letom 2020. Iz podjetja Ford Motors pa so pred kratkim sporočili, da načrtujejo skoraj podvojiti letno proizvodno zmogljivost svojega prihajajočega električnega poltovornjaka na 150 tisoč vozil na leto. Povečanje proizvodnje je pozitiven znak povpraševanja po električnih vozilih na splošno, vendar kaže tudi, da je Ford močno podcenjeval povpraševanje po poltovornjaku, zaradi česar se zdaj trudi povečati njegovo proizvodnjo. Kitajski XPeng pa je v decembru poročal o 16 tisočih dostavah, kar je nov mesečni rekord. Za celotno leto 2021 je XPeng dostavil 98 tisoč vozil, kar je za 263% več kot leta 2020. Kitajski proizvajalec električnih avtomobilov NIO je podaril rekord v novembru, ko je bilo dostavljenih 11 tisoč vozil, v letu 2021 pa je dostavil 91 tisoč vozil, kar je 109% več kot leta 2020. Ko razmišljamo o tematskem investiranju v električna vozila, pa se ne rabimo ustaviti le pri električnih vozilih. Lahko se investira tudi v podjetja, ki ustvarjajo komponente za električna vozila. Naprimer, južnokorejski trg litij-ionskih baterij je koncentriran z nekaj velikimi igralci, ki tekmujejo na globalnem trgu. Podjetja tekmujejo na podlagi konfiguracije baterij, vzdržljivosti, kakovosti in cikla polnjenja baterij. Tam prevladujejo na trgu LG Energy Solution, SK Innovation in Samsung SDI. To so 3 podjetja, ki prihajajo iz različnih sektorjev in so se odločila, da bodo začela proizvajati baterije. Električne avtomobile, to je zelo dober primer investicijske teme. Namreč izpolnijo vse pogoje. Kompleksnost, so podjetja, ki prihajajo iz zelo različnih sektorjev, intenzivnost, podjetja dosegajo pozitivne rezultate, poslovanje in trajanje. V prihodnje bomo videli še nadaljnji razvoj na tem področju. Torej, to ni tema, ki je kratkoročne narave. No, Aleksandar, ko smo že pri električnih avtomobilih, vsi vemo, da avtomobile proizvajajo roboti in to je lahko tudi ena od investicijskih tem. Tako da zdaj, če gledamo, industrijski roboti postajajo vse bolj izpopolnjeni in napredni in temu sledi strma širitev le-teh v gospodarstvu. Do česa pa lahko pripelje robotizacija gospodarstva, industrije? No, nekako bistvo robotike je, da na bolj učinkovit način optimiziramo proizvodnjo, znižamo stroške dela, potem hitrost izdelave izdelkov se izboljša in tudi storitev se lahko izboljša, da je hitrejše, recimo v gostinstvu, hitrejše postreženo, bolj optimalno. Torej bi lahko rekla, da se robotizacija preliva med vsemi sektorji. Torej ta trend lahko opazimo na vseh sektorjih, ki jih opazujemo na delniških trgih. Ja, seveda, skoraj v vseh sektorjih se nekako pojavlja robotizacija. Recimo pri proizvodnji avtomobilov, zdaj najbolj znane, ki uporabljajo robote, so Tesla, Volkswagen, Toyota, Ford Motor, ampak mislim, da skoraj vse avtomobilske industrije uporabljajo zdaj že robote. Potem v zdravstvu, recimo Intuitive Surgeries, dela robote za kirurgijo. Potem v logistiki, recimo Amazonovi fulfillment centri, Walmartovi centri. Pri storitvenih dejavnosti se tudi pojavljajo roboti, recimo v nekaterih hotelih nam na primer se že pojavijo roboti na recepciji ali mogoče v kakšni gostinski dejavnosti nam že postrežejo ali poberejo naročilo roboti. Vse na zadnje pa imamo tudi robote doma. Skoraj vsak ima že iRobota. No, ko investiramo potem v te trende, v tem primeru robotizacijo, lahko tudi moramo širše tudi gledati, da lahko investiramo tudi v sestavne dele robotov. Potem sama podjetja, katera uporabljajo te robote. Tako da res moramo gledati širše, ko želimo tematsko investirati. Zdaj smo nekako na splošno predstavili, kaj so investicijske teme in v prihodnjih podcastih bomo šli bolj globlje in se bomo lotili posameznih investicijskih tem. Sedaj pa je čas za Gorazda in obete v 2022.
Sedaj pa se nam je v studiu pridružil tudi Gorazd Belavič. Gorazd je zagotovo eden od stebrov naše družbe. Analitika in upravljanje gresta skupaj kot konj in kočija. Gorazd ima dolgoletne izkušnje tako na področju upravljanja kot na področju analiz. V naši družbi je odgovoren za razvoj področja analiz, ki je ključ do uspeha pri dolgoročnemu investiranju. Pozdravljen v naši družbi, Gorazd. Živijo. Gorazd, lepo pozdravljen. Gorazd, pozdravljam in hvala, da si danes z nami. Hvala za vabilo, čast mi je, ful sem vesel. Če se lahko posvetimo zdaj malo obetom za 2022. Katere sile po tvojem mnenju bojo v letošnjem letu najbolj vplivale na kapitalske trge? Kaj je potrebno spremljati? Verjetno inflacija je ena od pomembnejših tem. Ravno pred kratkim ameriški guverner Jerome Powell zagotavljal, da bodo poskrbeli, da se inflacija ne usidra v ameriško gospodarstvo. To je verjetno ena tistih večjih skrbi, da povišana inflacija ostane trajneje v gospodarstvu. Napoved z osnovne tako imenovane PCE inflacije, ki temelji na zasebni potrošnji in dohodkih ameriških gospodinjstev in velja za neko pravo temeljno inflacijo in tudi izloča vplive volatilnih dobrin. Ta napoved za leto 2022 ne izgleda strašno, celo nižje kot je ta inflacija znašala v lanskem letu. Številkami, torej 2,7% v letošnjem letu v primerjavi s 4,4% v lanskem letu. Napovedi ne izgledajo strašne tudi za evroobmočje. Tamkajšnja CPI inflacija naj bi v letošnjem letu znašala dobre 3%, kar pa je nekoliko več kot lani, vseeno pa očitno še premalo, da bi guvernerko Lagardovo kaj dosti skrbelo. V povezavi z inflacijo bomo verjetno soočeni tudi z umikom ekspanzivne monetarne politike. Bom zopet en angleški izraz uporabil, tapering. Ta tapering oziroma ta umik ima neko svojo zgodovino v lanskem letu. Junija se je ta Pandorina skrinjica, ta pogovor o pogovoru, kot so takrat komunicirali z ameriške centralne banke, začel in konec lanskega leta so de facto samo zmanjševanje odkupov vrednostnih papirjev tudi začeli. Temu bodo sledili zelo verjetno tudi dvigi obrestnih mer. 3 so pričakovani s strani ameriške centralne banke. COVID-19 mislim, da bo tudi še tema, s katero se bomo ukvarjali. Omikron je trenutno različica, tista najbolj propulzivna grška abeceda pa ima nažalost še nekaj črkne. Pri tem Omikronu se mi zdi zanimivo predvsem to, kar je mogoče niti ne bi rekel povzročil, vsekakor pa osvetlil na trgu dela v Združenih državah Amerike. Namreč tam se je ravno v času tega večjega zaprtja gospodarstva, karanten, pojavil večji manko delovne sile. In v zadnjem času ga malo provokativno poosebla tudi tako imenovano anti-work gibanje, ki je našlo svoje mesto na forumu Reddita. In ne vem, če ste vedeli, ima celo 1,6 milijona članov v tem trenutku. Torej gre za ljudi, ki se morda celo malo podpirajo, da se ne bi zaposlovali na teh konvencionalnih delovnih mestih in na nek način poskrbeli zase
preko samozaposlitve, načeloma pa dajali bistveno več časa in pomena prostemu času in manj delu. Tako da ta fenomen zna biti zanimiv. Stopnja participacije delovne sile v Združenih državah Amerike se namreč ne dvigne na raven pred COVID krizo, kar pomeni, ne, da ljudje ne vstopajo toliko na trg dela. Kljub temu, da so seveda ponudbe za zaposlitve, da jih je zelo veliko. Kitajska je tukaj verjetno tudi silnica, ki jo bomo spremljali. En pomemben dejavnik bodo že zimske olimpijske igre, ki bojo kmalu, na katere se seveda Kitajska skrbno pripravlja. To bo morda tudi dejavnik, ki bo njihovo politiko do covida naredil še bolj strogo. Ta politika ničelne tolerance pa seveda prispeva k temu, da je gospodarstvo tudi bolj strogo zaprto, bolj striktno, kar seveda zavira gospodarsko aktivnost. No, vedno, tako kot vsako leto, pa bo potrebno spremljati razvoj poslovanja podjetij. Tam se bodo pravzaprav videli resnični znaki odpornosti in ranljivosti na razna tveganja. Mi smo imeli rekordno rast dobičkov v lanskem letu v Ameriki, 45%, ob 15% rasti prihodkov, res izjemni rezultati, ki so seveda posledica odprtja gospodarstva. No, za leto 2022 napovedi ne izgledajo slabe. Imamo teh zglednih 10% rasti dobičkov. Jaz bi bil zelo vesel, če bi pri teh rekordnih maržah iz poslovanja se strani podjetij videl več aktivacije investicijske dejavnosti. Kje pa vidiš največ priložnosti? Na razvitih trgih, na trgih razvoja? In če so to razviti trgi, bi izpostavil kakšno regijo? Japonska, Evropa, Združene države Amerike? Ja, bom govoril kar v imenu družbe. Torej, naša družba za letošnje leto vidi več priložnosti na razvitih trgih, tako kot si omenil, znotraj teh, predvsem v Evropi in Združenih državah Amerike. Mislim, da naše prepričanje še najbolj bazira, temelji na gospodarskih napovedih. V obeh teh dveh regijah bo gospodarska rast okrog 4%. Gre še vedno za nadpoprečno rast, če vzamemo v ozir malo daljšo zgodovino. Ti dve rasti bosta seveda nižji od lanskoletnih, kot smo imeli res močen odboj, ki je temeljil predvsem na tej zadržani potrošnji. No, manj priložnosti vsaj zaenkrat vidimo na trgih v razvoju. Nekaj motečih dejavnikov vidimo na Kitajskem, kot je dolg, kot so lokalne finance, cene nepremičnin, nazadnje tudi razplet tega defaulta Evergrande, ki zna biti celo najvišji bankrot kadarkoli, je še precej neznana. Tako da ja, za letošnje leto smo nekje bolj naklonjeni razvitemu trgu. Verjetno pa marsikoga, bom rekel, pri tako negativnem sentimentu, ki se je v lanskem letu zgodil predvsem na že omenjeni kitajskem trgu, zasrbijo prsti. Sploh tiste dolgoročnejše vlagatelje, ki mogoče vidijo kakšne zanimive priložnosti na Daljnem vzhodu. Ali meniš, da se na kapitalskih trgih trenutno nahajajo kakšni mehurčki? Ja, dejstvo je, da
so posamezni segmenti kapitalskega trga, namenoma tle uporabljam izraz kapitalskega trga, se pravi ne samo delniškega, visoko vrednoteni, torej imamo visoke cenovne količnike v primerjavi s preteklostjo. In temu ni tako samo na delniških trgih, to se vidi tudi na obvezniških trgih, trgu nepremičnin in drugih, trgih alternativnih naložb. Po mojem mnenju se dolgoročni vlagatelj s tem kaj dosti ne bi smel obremenjevati, kratkoročnejši pa pač seveda si lahko pomaga z aktivnejšim vlaganjem, lahko identificira, rečemo temu, bolj vroče delnice v narekovajih in se jim izogiba. In tukaj verjetno je sektor informacijske tehnologije tisti, ki je v tem trenutku bolj na udaru, kjer so te že omenjeni cenovni količniki res višji. Bi pa seveda pri tem opozoril na dve podjetji, ki sta lep primer, kaj se lahko zgodi, če svoje odločitve baziramo samo na cenovnih količnikih. Če recimo vzamemo primer Apple, ki ga verjetno vsi dobro poznamo, cenovni količnik tega podjetja, ki je trenutno zvišan, je v zgodovini v letu 1998, 2001, 2003 znašal prek 100, pa je cena delnice v tistem obdobju zrasla celo za več 100%. Podobna zgodba je z podjetjem Amazon, torej upoštevanje zgolj teh cenovnih količnikov bi vlagatelje prikrajšalo za niti ne super izjemno rast teh dveh podjetij v preteklosti. Tako da, cena je nekaj, na kar moramo biti pozorni, tudi če nam je naložba še toliko všeč, je verjetno pomembno, koliko za njo plačamo. Se pa moramo vedno vprašati, ali vemo res vse o naložbi, ki jo ocenjujemo, in ali smo sposobni v današnjem času oceniti potencial, ki ga ta naložba nudi. Gorazd, imaš za poslušalce kakšen nasvet oziroma recept, kako znižati negativen vpliv na svoj portfelj ob padcih na kapitalskih trgih? Najbolj šolski način je z diverzifikacijo. Najprej seveda to najučinkoviteje naredimo z naložbenimi razredi. V teh primerih imajo potem vlagatelji, če lahko zdaj uporabim primer profesorja z fakultete, na razpolago tako sladoled za vroče dni, kot tudi dežnike za deževne dni. V družbi ponujamo tudi malo bolj sofisticirano rešitev preko sklada Triglav Aktivni, ki je upravljan tako, da cilja volatilnost in je vlagatelju v skladu z nekim algoritmom izpostavljen kar se da konstantni ravni tveganja. Se pa seveda pametno vprašati, ali je sploh smiselno iti pod neko stopno tveganja, se pravi možnosti, da nam premoženje zaniha navzdol. Namreč, če gremo tukaj do skrajnosti, potem bi morali seveda denar imeti v sefu in z gotovostjo izgubljati kupno moč. Tako da pravilni odgovor pravzaprav na tvoje vprašanje je, da se ta skriva v vlagateljevem profilu. Njegov odnos do samega tveganja, sposobnost in želja tveganja pravzaprav določita, kakšna raven tveganja je primerna za vlagatelja. Se polno strinjam s tem. Se mi zdi, da ena od napak, ki se pogosto pojavlja, je ravno napačna izbira profila tveganja portfelja ob upoštevanju značilnosti investitorja. V veliki meri je odvisnosti od investicijskega horizonta. Da si že omenil, da vprašanje, če je ciljenje volatilnosti primerno. Jaz bi tukaj dodal primerno
če ne upošteva vlagatelj investitor svoj investicijski horizont. V primeru daljšega investicijskega horizonta je vsekakor smiselno imeti čim večje tveganje in ga ustrezno prilagajati glede na cilje in pričakovanje investitorja. Ja, včasih namesto, da se vprašamo, kako zmanjšati padce, ne, se mogoče tudi smiselno vprašati, kako povečati zaslužke. Ne. Gorazd, prej smo se pogovarjali s Klaro in Aleksandrom o tematskem investiranju. Pa nas zanima, kaj ti misliš o tematskem investiranju? Kam bi ga uvrstil? Ja, se mi zdi zanimiv trend, pravzaprav razmahnen že kar nekaj let. Jaz bi ga po domače definiral kot iskanje naložbenih priložnosti, ki izhajajo iz dolgoročnih strukturnih sprememb. Ta termin strukturne smo mogoče srečali iz kakšnih političnih vod. Strukturne reforme naj bi spremenile ustroj, delovanje gospodarstva, tako da bi bilo to bolj produktivno, da bi bilo več naložb, da bi bilo več zaposlenosti. Torej, tako nekako bi jaz definiral tematsko investiranje. Morda še zanimivo to, da omogoča nek nov način diverzifikacije, razpršenosti, da te sili v dolgoročno razmišljanje in meni deluje bolj intuitivno za male vlagatelje. Torej, ni omejeno z nekimi sektorskimi, regijskimi ali drugimi dimenzijami, ki jih pač uporabljamo konvencionalni upravljalci premoženja, ne, pač pa gleda na temo kot nek segment, ki je lahko večsektorski, nadregijski in tako naprej. Hvala ti za tvoj čas, Gorazd. Z ekipo se ti zahvaljujemo, da si bil naš prvi gost. Gorazd, hvala. Pravijo, da je umetnost dobrega gosta, da ve, kdaj mora oditi. Tako da, hvala lepa za povabilo, veselje mi je bilo in držim pesti za naslednje podcaste. Živijo. Poslušali ste Triglav skladi Stockcast. Pri pripravi podcasta smo zelo uživali in upamo, da ste uživali tudi vi. Z vami smo bili Aleksandar, Klara in Matjaž.